Lepo pozdravljeni. Danes se lotevava ene tiste večne debate, ne? Tiste, ki je res povsod. Ja, tiste, ki jo vidiš na vsakem forumu, pod vsakim člankom. Kaj je bolj varno, kaj je bolj zasebno? Android ali iOS? Ampak to pač hitro postane jasno, da ne gre samo za telefone. V bistvu se sprašujemo, kaj nosimo v žepu. Točno to. Je to zvest pomočnik ali trojanski konj? Absolutno. Ker ta naprava ve o nas več kot korkoli. Postala je podaljšek našega življenja in s tem tudi, na žalost, največja možna tarča. In za tole analizo imamo res cel kup materijala pred sabo. Od precej suhoparnih tehničnih poročil za leto 2025, ki napovedujejo prihodnost nadzora, do varnostnih vodnikov in seveda izkušenj uporabnikov. In najin cilj danes je precej jasen, ampak ambiciozen. Ugotoviti, kdo je pravi vohun. In ne bova ostale samo pri primerjavi Apple proti Google. Poglobila se bomo v to, kaj aplikacije dejansko vidijo in to primerjala s tistim, kar smo se vedno bali, z našim ponudnikom interneta, z ISP-em. Tako je. V redu, začniva pri temeljih. Arhitektura. Viri uporabljajo eno super metaforo. Android je kot odprta hiša. To je dobra primerjava. Vrata so odklenjena, prideš, greš, urediš po svoje. Ampak ja, obstaja tveganje, da vstopi tudi kdo nepovabljen. Medtem ko je iOS trdnjava, zidani vrt. Ta metafora je res zadene v nulo, ker gre za popolnoma nasprotni si filozofije. Android te v osnovi postavi v vlogo administratorja. Dobiš pač vso moč. Popolna svoboda, upravljanje datotek, nameščanje od vse posod. Točno. Na drugi strani pa imaš Apple, ki pravi, uporabnik ne sme biti administrator, ker bo naredil napako. In pri iOS-u je varnost vgrajena že v same temelje. Začne se pri strojni opremi, pri čipu Secure Enclave. Čakaj. Secure Enclave. To zvoni zelo marketinško. Kaj to v praksi sploh pomeni? Predstavljaj si ga kot fizično ločen sef znotraj glavnega procesorja. Čisto ločen. Tam so shranjeni tvoji prstni odtisi, obrazni podatki, ključi za šifriranje. In niti sam operacijski sistem ne more kar tako noter. Lahko mu samo pošlje prošnjo. Aha, se pravi, ne moremo ukazati, ampak ga prositi naj nekaj preveri. Tako. Zato je tako težko ukrasti biometrične podatke z iPhona. V redu, to je sef za podatke, kaj pa aplikacije? Omenila si peskovnik. To je drugi steber, ja. Vsaka aplikacija na iOS-u teče v svojem peskovniku. To je kot zvočno izolirana soba. Kar se zgodi v sobi ene aplikacije, druge aplikacije ne morejo ne videti, ne slišati. Se pravi, aplikacija za vreme nima šans, da bi prebrala podatke iz moje bančne aplikacije. Absolutno nobenih. Fizično sta ločeni. In tukaj pa postane res zanimivo. Ker ta odprtost Androida, ki je za nekatere super, prinaša zelo konkretna tveganja. Prvo je fragmentacija. To je verjetno največja Achillova peta Androida. Dejstvo je, da varnost naprave ni odvisna od Googla, odvisna je od proizvajalca telefona. Če imaš Google Pixel, dobiš popravke takoj. Še isti dan. Ja, takoj. Ampak če imaš telefon kakega drugega proizvajalca, potem si odvisen od njihove dobre volje. In viri kažejo, da ta dobra volja zamuja. Včasih mesece, pri cenejših modelih pa celo leta. Se pravi, milijoni ljudi hodijo naokoli z znanimi varnostnimi luknjami. Točno. In potem je tu še ena bolj zahrbtna stvar. Eno dovoljenje z imenom Query All Packages. To dovoljenje v bistvu aplikaciji dovoli, da vidi popoln seznam vseh ostalih aplikacij na telefonu. In ko to slišiš, se mogoče ne zdi tako grozno. Pač seznam. Ampak ko pomisliš, kaj ta seznam razkrije, to je zlata jama za profiliranje. Absolutno. Recimo, da aplikacija vidi, da imaš nameščeno aplikacijo za molitev, pa specifično aplikacijo za zmenke in spremljaš 3, recimo, izrito politično obarvane portale. V trenutku so izvedeli tvojo veroizpoved, spolno usmerjenost in politično prepričanje. Brez enega samega vprašanja. In to je na Androidu mogoče. Kako pa je s tem na iOS-u? Tukaj je ta razlika v filozofiji najbolj očitna. Zaradi strogega peskovnika Facebook fizično ne more videti, ali imaš nameščen WhatsApp. Še več, aplikacija na iOS-u, ki ni bila jailbreakana, sploh ne more dobiti seznama drugih aplikacij. Ta vektor napada preprosto ne obstaja.
In seveda ne smemo pozabiti na potezo, ki je povzročila pravi potres v oglaševanju. App Tracking Transparency, ATT. Res je, to je bila poteza z iOS 14.5, ki je v bistvu sistemsko blokirala dostop do oglaševalskega ID-ja, IDFA, razen če uporabnik izrecno reče ja. To uničilo poslovne modele podjetij, kot je Meta, ki so temeljili na sledenju med aplikacijami. Dobro, do zdaj smo govorili o dovoljenjih, ki jih zavestno podelimo. Ampak viri opozarjajo na nekaj še bolj srhljivega. Na svet podatkov brez dovoljenj. Ja, to so podatki, ki jih aplikacije zbirajo preko tako imenovanih stranskih kanalov, ne da bi nas sploh vprašale. In tu se znanstvena fantastika sreča z realnostjo. Absolutno. Gre za izkoriščanje senzorjev, za katere večina misli, da so neškodljivi. Pospeškomer in žiroskop. Ti so pač za merjanje gibanja, ampak... Ampak se jih da zlorabiti. Dajva kakšen konkreten primer. Prvič, analiza hoje. Sliši se noro, ampak način, kako hodiš, je unikaten. Skoraj kot prstni odtis. Vsak korak ustvari specifičen vzorec tresljajev. Ki ga pospeškomer v žepu zabeleži. Točno. In aplikacija lahko s tem identificira posameznika, tudi če zamenja SIM-kartico. Počakaj malo. V virih piše tudi o prisluškovanju govoru preko žiroskopa. To zvoni kot nekaj iz filma o Jamesu Bondu. Kako je to sploh možno? Se je neverjetno, ampak je resnično. Ne gre za to, da bi slišala vsako besedo čisto jasno, ampak fizika je preprosta. Zvočni valovi so vibracije. In te vibracije se prenesejo na ohišje telefona. Tako je, in dovolj občutljiv žiroskop jih zazna. Z napredno obdelavo signalov je potem mogoče iz tega rekonstruirati določene besede. In pazi to, za dostop do žiroskopa aplikacija ne rabi nobenega posebnega dovoljenja. To je noro. Se pravi, medtem ko jaz tipkam PIN za banko, lahko neka bedasta igra v ozadju dobesedno gleda, kaj tipkam, samo s senzorjem za nagib? Natančno. Temu se reče keylogging preko senzorjev gibanja. Ko tipkaš, se telefon v vsakem dotiku rahlo nagne. In nagib za tipko 1 je drugačen kot za tipko 9. In aplikacija v ozadju to analizira in ugane PIN. Grozljivo. Z zaskrbljujoče visoko natančnostjo. In kot da to ni dovolj, viri omenjajo še senzor ID, kalibracijski prstni odtis. To je pa mogoče najbolj zahrbtno od vsega. To je res področje, ki bi moralo skrbeti regulatorje. Stvar je v tem, da noben proizvodni proces ni popoln. Vsak senzor, ki pride s tekočega traku, ima unikatno mikroskopsko napako. Svoj lasten podpis. Točno. In aplikacije lahko preberejo te surove kalibracijske podatke in iz njih ustvarjajo unikaten in nespremenljiv identifikator naprave. Beseda nespremenljiv me vedno prestraši. Kaj točno to pomeni? Pomeni, da preživi ponastavitev na tovarniške nastavitve, preživi zamenjanje Google ali Apple računa, preživi formatiranje. To je trajen prstni odtis vgraviran v strojno opremo. Torej, to popolnoma spremeni igro. Vsa ta leta smo se bali ponudnika interneta. Ampak, če je vohun že vgrajen v sam čip, to naj jo pripelje do osrednjega vprašanja. Kdo je danes bolj nevaren? Aplikacija ali ISP? In odgovor, ki ga ponujajo viri, je za marsikoga verjetno presenetljiv. Jasno in glasno pravijo, doživljamo zaton ISP-ja kot glavnega nadzornika. Omrežje je postalo praktično slepo zaradi šifriranja. Viri omenjajo tehnično triado, ki je to omogočila. Dajva to razložiti na preprost način. Seveda. Predstavljajva si spletni promet kot pismo. Včasih je ISP videl vse, naslov, pošiljatelja in lahko je odprl pismo. Potem je prišel prvi steber, HTTPS. Ta je pismo zaklenil. Vsebina je postala neberljiva. Ampak ISP je še vedno videl naslov na kuverti, ne? Torej, katero stran obiskujem. Točno. In potem je prisel drugi steber. DNS over HTTPS. DOH. Ta je naslov napisal v nevidni tinti. ISP je videl samo, da gre paket na pošto, ni pa več videl kam. In zdaj prihaja še tretji. Ja, najnovejši žebelj v hrstor nadzora. Encrypted Client Hello oziroma ECH. Ta v bistvu skrije še pošiljatelja. In končni rezultat vsega tega je, da ISP vidi samo še neoznačeno zaklenjeno kuverto. Nima pojma, kam gre, od koga, kaj je notri.
Seveda, lahko se zateče k statistični analizi, ampak to je nezanesljivo in drago. In tu je tista močna primerjava izvirov, ki pove vse. ASP vidi kuverto. Aplikacija bere pismo in meri vaš utrip. Točno to. Aplikacije imajo dostop do podatkov, preden so sploh šifrirani. Vidijo surovo sliko s kamere, preberejo sporočilo, preden stisneš pošlji, in seveda dostopajo do vseh tistih senzorjev, o katerih sva govorila. In ključno za razumevanje, kako se to širi, je ekosistem SDK-jev, Software Development Kits. To so pravi trojanski konji. Sodobna aplikacija ni enoten kos kode, je sestavljanka. Zlepljena iz knjižnic tretjih oseb, za oglase, analitiko, poročanje o napakah. Točno. In ko ti zaupaš neki preprosti igri in ji daš dostop do lokacije, nisi zaupal samo razvijalcu te igre. Ampak tudi Googlu, Meti, Twitterju in 10 drugim podjetjem, katerih SDK-ji so v tej igri. Absolutno. Ti SDK-ji namreč podedujejo vsa dovoljenja gostiteljske aplikacije. Viri navajajo, da ima povprečna aplikacija med 6 in 10 takšnih sledilnih SDK-jev. Še huje. Ena študija je pokazala, da kar 88% aplikacij za zdravje vsebuje sledilce. V redu, čas je za končni verdikt. Po vsem tem, kaj so ključna spoznanja. Zdi se mi, da je slika kar jasna. Če potegnemo črto, pridemo do 2 ključnih zaključkov. Prvi verdikt. Aplikacije proti ISP-jem. Tukaj ni dvoma, aplikacije so bistveno, neprimerljivo večja nevarnost za zasebnost. Težišče nadzora se je premaknilo z omrežja na napravo. In drugi verdikt. Večno vprašanje. iOS proti Androidu. Tukaj je odgovor bolj odvisen od uporabnika. Za povprečnega uporabnika, ki želi najboljšo možno zaščito brez nekega dodatnega truda, je iOS boljša izbira, zaradi zidanega vrta in strožjih nastavitev. Android pa ponuja več svobode, a zahteva več dela. Zahteva bistveno več tehničnega znanja in aktivnega upravljanja, da dosežeš primerljivo varnost. Ni nujno manj varen, samo zahteva več od tebe. In za tiste res entuziaste? Za strokovnjake, ki želijo absolutni nadzor, pa viri kot zlati standard omenjajo kombinacijo telefona Google Pixel z nameščenim operacijskim sistemom Grafeja NOS. Ta iz sistema odstrani čisto vse Googlove storitve. Torej, obramba ni pasivna. Zahteva aktivno strategijo, imenovano digitalna higiena. Kaj to pomeni v praksi? Kaj lahko nekdo naredi danes? Strategija ima 3 dele. Prvi je strojna oprema. Kot sva rekla, za večino iPhone, za entuziaste Pixel z Grafeja NOS. Drugi del, mogoče najpomembnejši, so navade. To pomeni minimalizem pri aplikacijah, redno brisanje tistih, ki jih ne uporabljamo in ključno, lagati. Ne upaj aplikacij za svetilko svojega pravega rojstnega dne. Točno. Dajte jim lažne podatke. Večina aplikacij jih ne potrebuje. In tretji del je omrežje. Čeprav ISP ni več glavna grožnja, uporaba dobrega, plačljivega VPN-ja še vedno pomaga. In seveda, izogibajte se nezaščitenim javnim Wi-Fi omrežjem. To so lovišča. Če zaokroživa, začela sva s preprostim vprašanjem Android proti iOS, končala pa sva v skritem svetu vohunskih senzorjev, trojanskih SDK-jev in spoznanja, da prava grožnja tiči v aplikacijah, ki jih sami namestimo. Viri to povzamejo z enim izjemno močnim citatom, ki je po mojem mnenju popoln zaključek. Ne bojte se tistega, ki prenaša vaše sporočilo, torej ISP-ja, bojte se tistega, ki vam je dal brezplačno pisalo, da ga napišete. Se pravi, aplikacije. In za konec misel v razmislek. Opisala sva koncept Sensor ID, trajni prstni odtis strojne opreme. To odpira novo, morda še bolj temeljno vprašanje. Če imajo naše naprave trajne, nespremenljive identifikatorje vgrajene v samo jedro silicija, ali koncept čistega začetka oziroma resnične anonimnosti v mobilnem svetu sploh še obstaja, ne glede na to, kateri operacijski sistem izberemo.